Družba, živijo, evo, spet smo tukaj. Velikrat ste me spraševali, kako vrtna hiška izgleda od znotraj, kakšni so detajli, kako jo pogledati od bližje. No, danes sem cel vlog namenil teli hiški. In želim, da ostanete z mano, da si jo bolj podrobno pogledamo. In to je vrtna hiška v ta pravem pomenu besede. Zato, ker je postavljena točno na tistem mestu, kjer je potka iz dvorišča na vrt. Postavljena je v bistvu za stanovanjsko hišo, na eni strani imamo dvorišče in ko gremo na vrt, iz te hiške vzamemo ven vse orodje, vso vrtno opremo, ki jo potrebujemo, potem, ko pa na vrtu zaključimo, pa te stvari lahko spotoma pospravimo nazaj. In prvi del te vrtne hiške Kubi je tale napušč, kjer imamo v bistvu nekaj okrasja, kjer imamo malo palčke, take stvari, ki so pomembne za ambient, zato da ima vrt tisto dušo. In ta napušč nam tudi pomaga, recimo, če nas ujame dež, če imamo lih kakšno vrtno opravilo, da lahko stvar hitro končamo, da imamo neko majhno strehco. Drugi del vrtne hiške je pa zaprt. In tole je zaprt prostor, ki v bistvu tudi niti ni toliko velik, tukaj vidite širine in mogoče 1,30 m, kaj takega, ampak je dosti, da noter pospravimo vsa tista orodja, vse tiste stvari, ki želimo, da so na varnem, ki želimo, da so pod ključem. In tukaj v zaprtem delu je tudi okno, ki v bistvu doda lih toliko svetlobe, da čez dan ne rabimo prižigati luči in da praktično vse vidimo, kar rabimo, po kar smo prišli. Tretji del hiške je tak majčken prostor, ki je pa odprt. In tukaj so pa tista orodja, ki jih rabimo imeti pri roki, ki gremo na vrt, sam po eno glavo solate, primamo, zrihtamo, odložimo nazaj in smo fertik. Se pravi, to je tisti del, kjer so stvari, ki jih moramo imeti najbolj pri roki, ki so najbolj praktične. In četrti del hiške je pa še en odprti del v bistvu s temi letvicami z razmikom, zato da pustimo svetlobi pot, zato da pustimo zraku, vetru svojo pot. In se v poletnem času uporablja za sušenje perila, potem se uporablja tudi recimo kot streha, kamor pospravimo kolesa, recimo na sončne dni, kadar jih imamo samo na hitro nekam za odložiti. V zimskem času je pa to krasna streha za smetnjake, zato da ko pade sneg, da nam jih ni treba odmetavati, da so pač tukaj na suhem, na varnem. In tale Kubi hiška ima še en ful lušten detajl. Glejte to barvo. Občudujem ljudi, ki so majčkeno drugačni, majčkeno bolj drzni, pa si rečejo, pa naj bo zelena, zakaj ne? S tem se še bolj približamo naravi, s tem še več topline prinesemo na naš vrt. In tudi ta zelena barva se prav lušten ujame s sibirskim macesnom, ki je v bistvu osnova te vrtne hiške. In sibirski macesem bo z leti začel siveti, običajno posivi recimo nekje po 2 letih. In s to Kubi hiško smo v resnici v celoti izpolnili želje naše stranke. In s to hiško smo ful lepo zapolnili tale ozek prostor za stanovanjsko hišo in tudi ta prostor je zdaj dobil smisel. S tem smo zaključili še en zelo lušten pa zelo uspešen projekt. In če si to hiško želite ogledati tudi v živo, vas vabim, da nas pokličete, mi se dogovorimo z to zadovoljno lastnico in jo gremo skupaj pogledati. Hvala, da ste bili z nami, ful sem vesel, da nas spremljate, ful sem vesel vaše podpore in ne pozabite, zelena je zakon, moramo nazaj k naravi. Čau, čau.